Splošna knjižnica Slovenske Konjice je v sodelovanju z založbo Pivec pripravila predstavitev slikanice Eko Vedek. Goste sta prišla avtor knjige Zdenko Kodrič in ilustratorka Vera Kovačevič. Po predstavitvi so na eko delavnici s pomočjo eko materialov otroci lahko posadili svoje rastline. Pozdravljena, gospa Vera. Dober dan, bravo. Ilustratorka Eko Vedka, prve ekološke pravljice. Vedka? Je to predstavljala kakšen poseben izziv, glede na to, da je prva vaša ekološka pravljica? Sploh ne. Vsaka pravljica, vsaka zgodbica, ki jo začnem ilustrirati, je izziv seveda in je blazno luštno začeti delati, blazno luštno je, ko noter padeš, ko si začneš predstavljati okolje, v katerem se stvari dogajajo. In Eko Vedek pravzaprav sploh ni bil zasnovan kot izrazito ekološka zadeva, ampak bolj kot nekdo, ki živi v naravi, ki pozna, vse vidi z objektivi fotoaparata, vse sliši z radarji in potem vse izpiše na svojem ekranu, otroke uči skozi to. To pomeni, da je malo elektronsko bitje na en način, ampak bitje v naravi, iz mahu in trave, skrije se v naravi. Na ta način sva hotela z avtorjem prikazati najprej stvar in učiti otroke o stvareh v naravi. Potem smo pa v pogovoru z založnico prišli do tega, da bi pa mogoče dodali še neke ekološke momente, kake smeti, kake problematične stvari, kar je vedno bolj aktualno in že otroke o tem učijo v vrtcih in tako smo prišli do tega. Kakšno je bilo sodelovanje z avtorjem, glede na to, da sta sodelavca? Naš Zdenko Kodrič, ja, on je prima fant, midva se blazno dobro razumeva. Začela sva pravzaprav zato, on je pisatelj, razen tega, da je naš novinar na Večeru, piše romane zelo dobro in enkrat sva se službeno srečala in sem jaz rekla, daj Koči, napravi nekaj za otroke, jaz ilustriram za Svetlano Makarovič, za Vida Pečjaka v tistem času ravno, sem rekla, zakaj ne bi midva, ti tudi krasno pišeš, naredi nekaj za otroke, bova midva Večerovca skupaj nekaj napravila. In Koči je imel že nekaj časa na vesti, neki želel si je napraviti kaj za otroke in potem je to kar relativno hitro nastalo in ni mi poslal samo enega teksta, ampak kar 3 za začetek že. Z njim je zelo luštno sodelovati. Vse sva sproti obdelovala, dogovarjala sva se, on je povedal, kako si predstavlja. Skupaj sva ustvarjala, no, luštno. Ja. Kakšni so načrti za prihodnost glede ilustriranja? Kaj lahko pričakujemo? Dosti risanja že naprej. Ja, načrti so taki, da sproti prihajajo in jih zagrabiš, padeš v štos načrtov in jih dodeluješ. Nič posebnega. Veliko uspeha. Hvala lepa. In zelo jo je zanimalo, kakšna drevesa vse tam rastejo. Zanimalo jo je, kako se ta drevesa imenujejo, kakšne so njihove značilnosti. Rada sta plezala po drevesih, kdo je prej rekel, da rad pleže po drevesih? Ti. Plezala sta po drevesih, opazovala njihove krošnje, opazovala njihove plodove in to vsak dan, dan za dnem. In kako je bilo ime bratcu in sestrici? Jelka in Bor. Jelka in Bor. Kdo je Bor? Sestrica. Imaš sestrico Jelko? Ne. Imaš sestrico? Drugo leto. Manjša mi je drugače. Dobro. No, ta dva pa sta bila Bor in Jelka. In nekega dne gresta ona dva popoldne ponovno v gost. In kaj opazita? Opazita na enem drevesu eno čudno zeleno bitje iz mahu. Ekožmon. Čudno bitje iz mahu. Tako. In Jelka reče svojemu bratcu, kako je smešen. Kdo pa si ti? Smešen že nisem. Eko Vedek sem. A se to ne vidi? Reče Jelka. Kje pa živiš? Skrivam se v mahu in visoki travi. Smuknem v krošnjo in naredim se nevidnega. In dež in veter imam v glavi.
in smuknem v krošnjo in tam živim in skrbim za vodo in skrbim za naravo in za drevesa in vse otroke poznam, vse ljudi poznam, tudi vaju, da boste vedela, zacvili to mehko žogasto bitje. Aha. In potem Jelka vpraša Ekovedka. Katero pa je to drevo, na katerem si ti pravkar? Zakaj je tako belo? In Ekovedek odgovori, to je breza. To piše tudi na mojem ekranu, kajti Ekovedek ima namesto oči kamero, s katero, ko se naredi nevidnega, vse snema in vse vidi, ima takšen ekranček, na katerem se potem izpiše vse, kar on vidi, vsa drevesa, in namesto lask ima, kot smo že slišali, takšno majhno zeleno travico. Ne? In Ekovedek odgovori, to je breza. Zakaj je bela? Zato, ker je zrasla iz snega. Ko pa si nadene obleko, pa je kakšna? Zelena. Ja, zgoraj je zelena. Aha. In potem vpraša Ekovedka še Bor. Ekovedek, a ti poznaš vsa drevesa v gozdu? Ja, vse poznam. Vsa drevesa poznam. In tudi jaz sam sem lahko drevo. Visoko in tenko in zeleno in zdravo drevo. Pozdravljen, gospod Kodrič. Odkot navdih za Ekovedka? Ja, zdi se mi, da je vsega kriva Vera Kovačevič, ki me je nagovorila pred letom ali dvema, ko je prišla v Slovensko Bistrico na festival literature in mi je rekla, da bi za njo ali pa da bi napisal nekaj otroškega, da bi ona ilustrirala. In nisem v začetku najprej pokazal veliko navdušenja, potem pa me je ona prepričevala tako dolgo, da sva potem našla neko čudežno bitje, ki bo povezano z naravo in tako je nastal ta projekt. Projekt Ekovedek, ne? Ali Bor in Jelka obstajata kje v resničnem svetu? Seveda obstajata. Mislim, da jih srečam skoraj na vsakem koraku, v vsaki šoli, v vsakem vrtcu se mi zdi, da sta taka deklica in tak fantič. In kakšno nadaljevanje sledi v zvezi z zbirko Ekovedek? Ja, založba Pivec iz Maribora se je odločila, da bi nekako vsako leto izdali eno knjigo z ekološko tematiko in ta Ekovedek se bo naslednjič pojavil med, če se ne motim, žuželkami, potem sledi Ekovedek v vodi, potem je Ekovedek spremlja letne čase, tako da je tega gradiva kar precej. Se vsi veselimo. Hvala. Ja, hvala vam.